Vsekakor mislim, da je zaveščenost ljudi se dosti povečala, tako da tudi vidim, da se kar dosti manj odmetuje ob cestah. In pa letos zdaj nekaj pričakujemo, glede na to, da je 10. jubilejna čistilna akcija Čistimo Brežice, tudi krajevno skupnost Globoko. Kot krajevno skupnost Globoko v sodelovanju s Turističnim društvom Globoko smo povabili vse društva in pa vabilo se dobilo vsa gospodinjstva. Tako da računam, da se bo nekje udeležba solidna in da bomo vse to, kjer se še kaj odmetava, pospravimo in nekje očistimo. Najbolj pogoste so pločevinke, to je pločevinke od piva in pa razne plastenke. Nekih drugih večjih kosovnih odpadkov nismo zaznali, tako da mislim, da ne bo nekih težav na samem terenu. Vsekakor delamo vedno več na tem, da bi se društva čim bolj dejansko družila in pa v sodelovanju, da bi tudi očistili krajevno skupnost in pa da bi ta sodelovanje se poglobilo. Ja, danes 14 dni je pohod spoznavanja krajevno skupnost. To je že 18. pohod. Letos pričakujemo zelo veliko udeležbo, kjer smo povabili tudi k sodelovanju osnovno šolo Globoko in pa dobimo en avtobus gostov iz Gorenjske, to je Gorje, godba napihalo, ki bo tudi nas na samem pohodu začetku in pa na samem pohodu tudi nekaj zaigrala. Terasa gre globoko Piršenbreg in pa potem nazaj terasa, sicer se še nismo ogledali, smo zdaj imamo samo pripraviti teraso in si bomo šli ogledati. Nekje predvidevamo kakih 10 km dobrih in zaključek pohoda bo pri lovskem domu Globokem. Vsekakor za otroke, z ravnateljico smo se dogovorili, ker to je njihovo delovno obveznost, pravi športni dan. Nižja stopnja se bo nekje pri Barbari obrnila, se pravi, da bo imela krajšo teraso in se bojo vrnili do lovskega doma, ostale bomo šli pa naprej. Mislim, da tudi glede omejitev nekih velikih zdravstvenih ne bi bilo. Res pa, kdor težko hodi tam, rečemo 2-3 ure, pa verjetno ne bo najbolj priporočljivo.